Drage gledalke, dragi gledalci našega YouTube kanala Zgodovina slovenskega alpinizma oziroma drage poslušalke, dragi poslušalci našega podcasta Zgodovina slovenskega alpinizma. Lepo pozdravljeni, ponovno sem z vami Peter Mikša in to je danes nova zgodba oziroma epizoda zgodb iz zgodovine slovenskega alpinizma. Poglejmo si današnjo temo in seveda današnjega gosta, ampak najprej še malo uvoda. Iz družbe idealističnih, celo romantičnih in v gore zaljubljenih rosno mladih ljudi je na Slovenskem v obdobju med obema vojnama nastala močna, planinsko, športno, kulturno-vzgojna organizacija, imenovana Turistovski klub Skala, ki je pomembna za velik razmah športa pri nas, predvsem smučanja in gorništva oziroma alpinizma. Kdo so bili skalaši? Skalaši, kakor so vsi pravili članice in člani, so zagovarjali idejo maloštevilnega, a izjemnega članstva. Zagovarjali so predanost svojemu klubu, poslanstvo le-tega in se zavzemali za visoka moralna načela. Skala je bila demokratična, domoljubna in nepolitična organizacija, v kateri so se združevali ljudje različnih socialnih slojev, poklicev, starosti, ter političnih in verskih, ter tudi svetovnih nazorov. V Skali so bili pomembni zgolj dosežki in gorniško delovanje. V mnogih ozirih je bila Skala elitna oziroma avantgardna, ekskluzivna organizacija, v kateri je bilo članstvo čast, član pa ni mogel postati kdorkoli. Članstvo so v začetku predstavljali predvsem mladi, kasneje, ko je Turistovski klub Skala zaslovel širom države, pa se je članstvo razširilo tudi na nekoliko starejše člane. Eno od osnovnih poslanstev Turistovskega kluba Skala je bilo širjenje tako imenovane skalaške misli po vsej Sloveniji. Obdobje delovanja Skale velja za enega najbolj vsestransko bogatih v slovenski gorniški zgodovini. Iz vrst skalašev je šlo mnogo odličnih alpinistov, smučarjev, sankačev, gorskih reševalcev, fotografov, literatov, predavateljev in filmskih ustvarjalcev. Težko je reči, v kateri od teh dejavnosti je Turistovski klub Skala dosegel najlepše rezultate, ker je bilo njegovo delo, kot smo slišali, zelo vsestransko, in so prav marsikje skalaši morali orati ledino. Ampak če že moramo izpostaviti, je to vsekakor alpinistična dejavnost in smučarska dejavnost. Kljub izjemnemu pomenu in zelo plodnemu delovanju pa o skalaših in o Turistovskem klubu Skalo danes ni kaj veliko znanega oziroma napisanega. Absolutno največ je mogoče prebrati v že danes videni knjigi Trden kakor skala, kratka zgodovina Turistovskega kluba Skala, ki sva jo s tedanjo kustosinjo Slovenskega planinskega muzeja Eli Gradnik napisala leta 2017 in pa seveda segmentarno v knjigi Zgodovina slovenskega alpinizma, ki je na nek način matica ali pa srčika te naše oddaje, ki sva jo napisala 2013 z Urbanom Golobom. Ste vedeli, da so skalaši posneli tudi prvi slovenski celovečerni nemi film v kraljestvu Zlatoroga in bili v bistvu pomembno vpeti tudi v drugi slovenski celovečerni film Triglavske strmine. Ja, prav film bo danes naša osrednja tema. Torej, razlog, zakaj imamo danes tudi gosta tovrstnega z nami. Čez slabih 14 dni, točneje 12. februarja, bo v sklopu letošnjega že 18. festivala gorniškega filma premiero doživel domači celovečerni gorniški alpinistični film z naslovom Viharnik z roba, z dodatkom oziroma pod naslovom 100 let skalašev. Gre za 107-minutni biografski, zgodovinski, pa tudi avanturistični film, ki pripoveduje zgodbo o začetkih, lahko rečemo slovenske športne elite, o oblikovanju slovenske samozavesti in krepljenju narodnega
ponosa. Gre za na filmsko platno postavljeno zgodbo o skalaših. Moj današnji gost je znani in cenjeni režiser, slovenski režiser Igor Vrtačnik, scenarist in režiser omenjenega filma. Sicer pa tudi kot vsebini tako filma kot naše serije oddaje epizode tiče plezalec. Igor, lepo pozdravljen v naši družbi tukaj pred kamerami oziroma pred snemalnikom glasu. Začnimo z prvim enostavnim vprašanjem. Zakaj film o skalaših? Ja, najprej hvala za ta krasen flamboyanten uvod, da si nescenjen in znam in tako naprej, ker se mi to drži. Je pa, Peter, ti si itak povedal že bistvene stvari. Pač, slovenski film je malo pastorek pri nas, ne. Zakaj skalaši, si pa tudi krasno ti povedal. Res je, da prva so konstitutivni, so nosilci slovenskega narodnega ponosa, so Triglav. Kaj je Triglav? Ne? Mi smo šli v 6. razredu za nagrado na Triglav, če smo bili najboljši, imamo ga v grbu, imamo ga v zastavi. Ampak da eni ljudje kot skalaši do tvojega dela, pa ne moramo reči, da je izjemno veliko vredno, sam nihče ni namenil recimo nekaj sredstva, da bi ti si to naredil pač prostovoljno, prostočasovno, kar je za eno po svoje, kar za moje mnenje nezaslišano, no? Pri tako pomembni temi, ampak ne gre za to. Mi imamo sive lise na vseh področjih. Tako je. In recimo, če grem kar po vrsti, ne? Mi imamo Joža Čopa, jaz sem scenarij napisal leta 13, že prvič. Kultna osebnost, mitološka osebnost, vsi ga poznajo, nismo imeli biografije, nimamo filma. Pavel Kunaver, če ne bi imel sina Jureta, to je človek, ki je konstitutivno pomemben za Slovence. On je vzgojil cele generacije mladih rodov, njegovi študenti so vsi profesori, znani znanstveniki. Ustanovil skavtsko organizacijo, turistično, nimamo filma. Ne? Jaz sem pač malo na te stvari, v bistvu sam pokrivam te sive lise, Drenovci. Drenovci so prvi raziskovali jame z vrvno tehniko 100 let pred vsemi. Jaz sem v njih naredil film 16, da ne govorim o podvigih Pavla Kunaverja pa Ivana Mihlerja med vojno na Banščici, ker sta v 6 mesecih skratirala 200 jam. Govorimo o Drenovcih, torej prvih na nek način organiziranih alpinistov pri nas. Zgodba gre v bistvu dlje, ker Avstro-Ugrska generalštab je ugotovil, da se ne morejo tam, da jih topovi tolčejo ko na polno, da nima, seveda oni so pocenili moč topništva v prvi svetovni vojni. Niso se imeli kam skriti, težko se je bilo okopavati, na kar sta Mihler in Kunaver bila poslana z nekim Madžarom, ki ni bil še v jamah in je bil na pol mutav, se to je smešna zgodba. No, da na široko vezem in pa Lovci teme. Jaz sem naredil serijo v 5 delih. Mi smo leta 37 naredili prve podvodne fotografije. Imeli smo prvo raziskovalno dejavnost pod morjem, se pravi brata Kuščar, pa fante, ki so 18-letni šli peš v Račo. Na drugi strani Hans Haas, veliki nemški apologet potapljaštva, njena draga ljubica Loti Haas, najlepša Nemka, Hitlerjeva doba, produkcija bavarskih studijev, filmi posneti v Rdečem morju z njima, ne. On ima 13-stropni inštitut. Ne, leta 27 so naši naredili prve podvodne fotografije. Izumili so masko, takrat so secirali vse morske rastline, delali prereze dna, Kuščar je raziskoval dinamiko podvodnih izvorov, njegov brat Lom svetlobe, s čimer je doktoriral. In to so bili fantje, ki so imeli samo za polento. Tega spet v Sloveniji ne ve nihče. No, da zdaj skrajšam, to so neke pač take sive lise in... Skalaši so nedvomno bili ena izmed, oziroma so še seveda, do zdaj, projekcije oziroma do midva filma. s Petrom sva delala, jaz sem delal prej skozi malo červeno pilono in seveda on, ker je izredno karizmatičen, čeden mlad moški, je nastopil v stranski vlogi. No, takrat je potem on meni omenil te skalaše. Je pa res, da jaz sem imel že narejenega
čopa, ravno iz tega manjka. In jaz sem ga prijavil, ker začel se je tako, da jaz sem delal z muzej Gornjesavskimi Pancovo žičnico s Tadejem Bratetom, ki je recimo tudi en izmed izjemnih Slovencev. Ta človek je žal pokojni, tudi premalo poznan. In takrat potem sem delal še Peltonovo turbino in jaz sem takrat zbral material o čopu, ker je ta manjko bil nezaslišan. Ne. Potem sem jaz ta scenarij prijavil leta 2014 pod drugim naslovom. Sem razširil na Pavlo jesi. Pavla Joža Triglavska je bil zavrnjen. Potem je bil pa scenarij, kar je največji absurdov, namenjen za gorniški film. In sem ga še enkrat prijavil, do Danga. In je bil še enkrat zavrnjen. Meni je pa Peter pač takrat predlagal, da naredimo Skalaše. Ja, šlo je za... Ja. Bližala se je stoletnica Skale, ne, zaradi tega. To je bila moja ideja. Ne, tako. Na snemanju. In jaz sem seveda imel to že v pečici not in sem v bistvu na njegovo pobudo. To je njegova zasluga, tak impuls najdel, da sem še malo stvari razširil. Je pa res, da sem jaz tudi skalaško zgodovino takrat že vso obdelal. In absurd je bil temu, da leta 20 jaz prijavim nov scenarij, ki je bil res kvaliteten in prvič v življenju mi je ostal 2 dni pred deadlineom in sem vzel Skalaše, prvo verzijo, prijavil in ta dober scenarij je padel, Skalaši so šli skozi. Tako da v bistvu gre, mislim, dobro, zdaj nisem odgovoril, zakaj sem se že Peter vprašal še pol naprej, ampak v bistvu gre za neko tako Kafka, bi rekel, splet naključij in bolečine. Ne. Če Peter ne bi imel prijatelj, pa krasen fant in tudi podpornik, vprašanje, če bi imel to motivacijo stvari potegniti, po drugi strani sem imel Rajkota, Lotriča, GRS, ker to so zelo nevarne stvari. Imel sem ljudi, ki so bili za in smo potegnili vosno. Jaz sem bil pa po pravici malo resigniran že, ker tudi malo mučno je snemati stvari, ki si jih nekoč z žarom hotel narediti in potem čez 10 let, ko tem postan krompir, se nočem ne slabega reči, no, ampak je res absurd, da pač te komisije tega ne razpoznajo, kdaj če zakaj. Je ena stvar, torej naslednje vprašanje, ali drži ta moje videnje situacije, da imamo na slovenskem prostoru, sploh strani nacionalne televizije, kar precejšnjo podporo ali pa da razume, da Slovenci radi gledamo gorniške, plezalne, planinske filme. Te produkcije je zaslediti kar precej v zadnjih 10-20 letih. Imamo dokumentarne portrete, imamo serije, ne, trodelne in tako naprej. Zadeve so pogosto na televiziji, ampak da bi pa dobili en celovečerni film, ne, govorimo o 100 in več minutah, tega pa že dolgo ni bilo. Je to mislim, res? Jaz ne bom v to hodil, ker to je gozd brez konca, pač AV kulturna politika v Sloveniji, ampak hvala Bogu, televizija to razpoznava in zaradi nje pač imamo kar obširno produkcijo, nimamo pa nekih ne tako, kot si rekel, nekih bolj temeljitih filmov, ne. Je pa to seveda, žal pri filmu je denar izrazno sredstvo. In ti ne moreš ničesar, oni pač namenijo, kolikor namenijo. Ta film je pa, kot sem rekel, bilo naključje, da je prišel skozi čez mala vrata, potem smo pridobili še subvencijo Slovenskega filmskega centra. Res so bila to ekstremno skromna sredstva. Tudi je zelo v bistvu stresno, včasih tudi deprimentno delati tako, ker tudi pri tem filmu so bili enormni riziki varovanj, enormni riziki zaščite ljudi. Ti si kazensko odškodninsko odgovoren, tega ne moreš dati v predračun, ker ni denarja. Ne. Tako da vrv alpinistična konopljena iz leta 20, ne, pač, ja, lahko kličeš na Dunaj, ti naredijo repliko, ki bo tudi zdržala padec gospoda Miha Habena, Jože Čopa, ne, sam potem prejmeš račun v višini, ne. Tako da pa ne se tako zgledalo, da sem jaz na Google gledal konopljena vrv, sem videl, da jo delajo Kitajci, to je tista okrasna za picerije. In smo pač s tisto vrvjo Miho navezali in je splezel, mislim, to moraš biti neumen, da se to greš. In je vsa vrsta ljudi je, tudi kar se honorarjev tiče pa tega, če jaz ne bi Rajka Lotriča, pa njegove ekipe GRS-ja, pač to ni
jaz nisem zdrav, razumen, razumem človek, tako bom rekel. Slišali smo, ne, kdaj se je začela ta tvoja ideja okrog filma o Joži Čopu, ki se je potem odpeljala do zgodbe skupaj s Kalaši, in ko se je začelo snemanje, ali pa ko se je začela resno delo leta 20 in kasneje, je to tvoje snemanje oziroma to tvoje delo sovpadlo s kar precej obletnicami, kar mi je strašno všeč in zanimivo. Ali pa ne, naključje ali pa ne. Ponavadi se reče, da nič ni naključje. Poglejmo si na primer to zadevo. Ko se je začelo z delom na filmu, se je v tem času zvrtela 100-letnica ustanovitve turistovskega kluba Skala, potem je bilo leta 2023, torej lansko leto, 130-letnica rojstva Joža Čopa, praznovali smo 130 let ustanovitve Slovenskega planinskega društva, torej naslednika današnje Planinske zveze Slovenije, in letošnje leto bomo v bistvu praznovali 100 let od mitskega padca Klementa Juga, še ene v bistvu osebe, ki je ključno vplivala na razvoj slovenskega alpinizma, v bistvu Klement Jug, ki je bil ideolog Skalašev, kar se alpinizma tiče. Torej, en lep, velik paket je vse skupaj to prišlo. No, ampak se pravi, meni je v bistvu to, kar zdaj govori Peter, je refleksija, ni bilo v tem, to ni bilo nič, zaradi česar je bil projekt sprejet ali pa dodatno financiran, ali ne. To smo mi naključili, ne. Je pa seveda res, da pač Klement Jug, mi imamo tudi dosti omejeno to kulturno zgodovino, nacionalno identiteto, imamo Jančar je napisal o tem roman Šeligo, to so vsa neki arhetipi, ki narod oblikujejo, ne, in zato je to, kar si ti rekel, da je to nek celovečerni film, nek kos filma, no, čeprav to je bilo financirano, to moram povedati, AVE projekt. To ni bila subvencija za celovečerne filme, ker tisto leto je naš kulturni minister gospod Simoniti, tudi tvoj kolega med drugim, prekinil vse subvencije za filmsko proizvodnjo, in jaz sem s Kalaše, ki sem pa že imel sredstva od RTV-ja, z njihovo vednostjo, da je to pomembna stvar, in jaz sem, če bi dobil za dokumentarni film ta prav denar, bi res naredili film Kot se šika. No, mislim, da je nastal film Kot se šika. Ja, Peter, jaz sem dobil subvencijo za 50, za filme, o katerih ti govoriš, produkcije Verc za televizijo. Kratkih, ne? Kratkih, mi smo šli pa idioti delati celovečerc v Severno Triglavsko, ne. Ampak govorim sem to, in jaz sem ga pač primoran bil prijaviti na AVE razpis. In zdaj mi smo imeli neka omejena sredstva, to niso sredstva za celovečerc, ne. To ne bo jasno. Ja, smo pa izsilili resni celovečerni film. Ne, to je... Je pa film v bistvu po eni strani dokumentarne narave, dokumentarc, po drugi strani je pa tudi igran, ne, slišali, gledalci, poslušalci so že lahko slišali, da se nekaj dogaja tudi v Triglavski severni steni, da se pleza in tako naprej. Torej, kaj vse prinaša film vsebinsko in kdo je v bistvu pri pripravi, pustimo zdaj, kar se igralcev tiče, že še naslednje vprašanje, kdo je vse sodeloval pri pripravi končnega filma. To se ljudje predstavljajo dosti romantično. Delo na filmu v prvi fazi je vedno tako, da je eno enormno pisaril v skriptorju v srednjem veku. Se pravi, viri, arhivi, sestavljanje mozaika, zdaj govorimo o Čopu, prvi velik scenarij, ne. Potem, ko pa ti zlezel skozi ta magična vrata financiranja, je pa spet popolnoma napačna logika pri nas. To pomeni, da tu predračun do zadnjega evra, število snemalnih ni, kar je absurd, arhivi stanejo, ne veš, kdo bo nastopil, kdo je živ, in ti enostavno zblefiraš nek mislim, doma ne moš 3 metre ograje postaviti, da bi na evro naredil predračun. Kaj šele film? Potem se gre na glavo snemanje, ne? Kar je tudi zelo rizično, ker film rab temeljito pripravljeno. Jaz sem pa pozabil, kaj sem vprašal. Kaj vse prinaša? No, seveda, ja. Torej, kaj imamo v filmu? Zdaj, če gremo bolj podrobno. V drugi fazi je bila pa stvar dosti preprosta, da sem potem pa jaz dobil dejansko še financiranje, sicer skromno, ki so mi pa omogočili igrane prizore.
Je pa spet to absurd, ker RTV subvencija je bila pa po kinematografskem mislim, to so neumnosti slovenske kulturne politike, ampak pustimo. In seveda ne moreš ti delati daljšega filma od teh televizijskih brez nekih resnih igranih prizorov. Ne moreš posneti strokovnjake pa lepiti sam slikce, ker ne zdrži. Tako da smo pol oblikovali še igrane prizore, svoja zgodba so bili dialogi, ker so morali biti avtentični, morali so biti veristični in tako naprej. In pač to je bilo treba narediti, pa seveda potem sem jaz dobil še idejo za te v bistvu malo fiktivne, pravlične, črno-bele dele z bluki ozadji, ker so te skalaši, ki nastopajo v neki taki napol pravlični, kar pa je v bistvu osnovni čar filma, ne. Magija filma je ravno te otroške čarobnosti bila v izumu, gre za čisto tehnični izum in film, ki nima te osnovne magije filma, zelo veliko izgubi. In jaz sem hotel, da to ima, to neko čarobno otroškost ali pa ne vem, ta pogled prav ljudi, ki so v jamah skozi ogenj narisali slike, to je vse ista stvar, ne. Zato sem te stvari vključil, čeprav je bilo tukaj finančno zelo zahteven, predvsem pa tehnično, no. Tako da film, če ni čaroben, če ni mala čarovnija, izgubi veliko svoje vrednosti, ne. Tako da gre pa vedno za nek amalgam, kako pa ti to neko strogo strokovno, strogo objektivno stvar oblikuješ, ki ima neko historično podstat, neko faktografsko, kar je blazno težko, ker če dela vse sam, je to kar kompliciran, ampak oblikovati v nekaj, kar je pa v bistvu film, ki je pa čisto nekaj drugega. Je pa tukaj ogromno takih res popolnoma bizarnih vzporednic, ne, se to se verjetno prav hotel naprej vprašati. Ja, Ker je... gremo vedno bolj vsebino, Ja, ne. ampak meni pa, recimo čisto povem, meni se je pa isto, kot si ti omenil vse te obletnice, ne, je meni največji dar, to so božji darovi, ne, ker božji dar je bil, tudi bo še enega pol kasneje povedal, da ko sem jaz ta film pol, no to sem hotel reči, to potegnem skozi šivanki na uho in to ni tako, da bi se zdaj pripravljal, to se je sproti sam te majhne stvari, ki smo dobili, zastonj zlagali na kup in ko hrčki, lahko še več, ne, če bi jaz to delo planirano, z orang snemalno knjigo, z orang tehniko, bi bil to epski film evropskih razmer, ker mi imamo to zgodovino, imamo te ljudi. Vsebina je vsekakor, ne, In pač primerna za kaj problem naše takega. kulturne politike je to, da se to vse proda potem. Ti imaš zaslužek, ne. To ni neko subvencioniranje invalidnih ljudi, ki se trudijo s kulturo, ne. Mi tega obrata nismo zmožni, no, ampak no, na koncu je zgodilo to, ne, da smo mi posneli, seveda, ko smo imeli denar samo za dokumentarni, potem smo dobili za igrani. Mi smo posneli film, ki je dokumentarno ali igrani, ne, v kraljestvu Kozoroga je bila debata, a je to dokumentarni ali igrani. Ja. Potem imamo v njem same naturščike, ne. Ja. V kraljestvu Zlatoroga je fantastičen film z izjemnimi talenti, ki so sami naturščiki, ne. Potem imamo tudi te nastopajoči naturščiki, ki so različnih stranov. Imamo vrhunskega znanstvenika, imamo gorskega vodnika, Peter, ki je opravil kot izvrstno vlogo moderatorja, ne. In pa tukaj je ogromno vzporednic in v bistvu vse skupaj, kljub temu, da je bilo zelo skromno, deluje res čisto kot organsko spleteno s to našo zgodovino, ne, in s tem, seveda to nacionalno identiteto, ker mala magija v kraljestvu Kozoroga je, da, mislim, kaj je združevalno za vse stanove Slovencev, za vse, ne glede na socialno pripadnost, ne. Hribi so tisto lepo mesto, kjer smo vsi enaki, se bomo še vedno v tradiciji, ne. In ta film je v bistvu se to je, jaz, ko sem ga zmontiral, je mene zadela kap, ker jaz sem hotel samo neko temo obdelati, dobro, ne. Jaz nisem zdaj nek velik umetnik, ampak rad stvari naredim in sem bil totalno šokiran, da je to absolutno domoljuben, narodno buden film nastal, ne. In to je meni hecen in ker sploh nisem razmišljal v tej smeri. No, ampak pod črto, hočem samo to reči, ta
ta nadaljevanje, ne, skozi Roven se mi zdi en tak zelo lep način. Zelo lepo gre. Se pravi, je pa to stvar na ključi. Ja. Zdaj, jaz nisem svojo glavo to skonštruiral, naredil predračun za to denar. Ne. To smo nekako mi uspeli nekako spontano se zmesiti med potjo. Tako kot so konec koncev pa tudi oni 3 poletja snemali Kozoroge. To je šlo za popolnoma volontersko delo, en neskončen entuziazem. In tudi Slovenci se premalo tega zavedamo, ne, da mi brez Kalašov bi imeli prvi svoj film leta 47, kar je... Če že časovno rečemo 16 let, 15 let kasneje. Po drugi svetovni vojni. Tako, res je. Gremo zdaj... Tako da se premalo tega zavedamo. Ja. In to so naredili ljudje entuziastično in naredili so čisti svoje volje. Ne? Vsebinsko se, torej že Kalaši iz Kraljestva Zlatoroga, torej filma, ki ga tukaj omenjamo, dotikajo tudi tvojega filma. Ampak, ne, prvo je bila osrednja ideja, da je osrednji lik Joža Čop. Kdo je Joža Čop? Vse plezalci ga poznamo. Ne? Torej, mali človek, velik alpinist, poznan po svoji požrtvovalnosti, neustrašnosti, vztrajnosti. 300-krat je bil v severni Triglavski steni, imel je globoko spoštovanje, zaupanje, poklon svojih sodobnikov, v bistvu je bil zelo znana oseba že v tistem času. Naprimer, bil je absolutno vzor s Kalašem. Zanimivo je, da mu je Oton Župančič za 50-letnico napisal in posvetil odo, ob njegovi 80-letnici 73. leta pa je šel celo roman Stena Toneta Svetina. Na nek način biografski roman, ki pripoveduje o, citiram, vrhunskem alpinistu, ki ga osvajajo ženske, on pa osvaja steno. Nazadnje v bistvu vemo, da osvoji tudi osrednji steber, ki ga danes po njem imenujemo Čopov steber. Ampak filmu ni le Čop, ne? Pojavi se zelo pomembno vlogo tudi Pavla Jesih, se seveda ima pomembno vlogo v tistem času, pa imamo Klementa Juga, pa imamo Miha Potočnika in tako naprej. Torej, vse te osebe, s Kalaši se pojavijo tako v opisih, v slikah, pa v bistvu tudi v podobi, že omenjenih v bistvu naturščikov. Kdo je oživil Čopa? Pavlo, Klementa Juga in tako naprej. Kako si prišel do teh oseb, kako si zbral? To je zdaj bazična težava. Jaz sem imel čisto druge, recimo, probleme. Ne? Ti me zdaj govoriš, jaz sem imel prvi drift scenarija Čop. Potem sem videl, da je to da smo dofinancirani tako, da bi se dali nekaj večjega narediti. Zdaj pa seveda hudir, kako se to združiti. Ne? In potem sem nekako uspel tak amalgam narediti, da je to vsem preres čez ta cela pionirska epska leta, ki so strašansko pomembna tudi za našo identiteto. Ampak se pravi, spet ni tako sfinanciran, da bi to bilo lahko vodeno, res strokovnjaki dobro pripravljeno v osnovi, pa da bi jaz samo pilu pol filmsko. Ampak ne glede na to, je to krasen film. Vprašanje je bilo, kje sem najdel, Ja, kje si dobil ti? Kdo igra? No, dajmo zdaj, kdo igra te vloge in kako si jih našel? Moja težava je, ko moram produkcijo voditi, poročila pisati, tabele in meni kronično za vse čase zmanjkuje. Mislim, jaz sem te vloge pisal zadnji dan pred snemom na severni Triglavski steni. Isto sem imel težave z igralci. Igralce, seveda moraš dobiti nekoga, ki zna plezati. Jaz te Slovenije zelo ne poznam. Mislim, poznam, ampak sem že toliko starejši, da mladih ne. Pa malo moraš gledati tudi na neko podobnost. Absolutno. Mislim, da ti je tu zelo uspelo. Ampak meni je čisto uspelo, zato ker jaz sem bil najprej v neki radosti, da sem malo denarja dobil, potem sem začel seveda takoj prijavljati drug razpis in povem Petru Mikši, da to pa zdaj nekaj imamo, govorim za Talking Heads in za fotografije in pravi Peter Mikša, ti, Čop, Miha Habjak, pa Marta Kreja. Zdaj bom dobil za kavo, ali kako že. Ne kavo, ampak v resnici je naredil on men casting. Jaz pol se sliši malo čudeno, ampak meni je največja radost, da en Ruzak dan dol, ker jih je še 20. In je bilo to tako v bistvu perfektno priporočilo, da sploh nismo gledali naprej.
S tem, da pa seveda Miha je pa mene in Marta sta me pa globoko šokirali na snemanju, ker sta to naredila tako dobro, ne, da če bi jaz imel več časa, ker mi smo v ekstremnih pogojih snemali zelo hitro, pa še ena kamera nam je šla tako, da je bilo snemanje strašno ogroženo, bi ona dva odigrala ne briljantno, ampak brezhibno vrhunsko, ne, kar je že zdaj zelo dobro. Ne. Zelo dobro. Z ostalimi je bilo pa tako, ne. Jaz sem pač bil enkrat, sem šel na Mojstrovko, pa sem spodaj enega videl, ne, ki je bil zrezan potočnik, in sem šel do njega, ne, ampak jaz ne smem zdaj reči, če bi igral, ne. Jaz pač prijem tja in rečeš, ne, Živo, kako ti je ime? On je rekel Kristjan, sem rekel, ti boš igral v filmu, ne. In pač je tako bilo, ne. In je igral, ne? Seveda je igral. Koga? Potočnika. Potočnika, ker je zelo Tako da podoben. boste vedeli. Potem Jakov Lisa sem že odprej poznal, ker bi bil tudi asistent. Matija pri meni je igral v Drenovcih. Tako da Biščak Luka je bil pa malo trši oreh. On je pa, mislim, Klement Juga najti zelo težko. Zato, ker on je bil zelo, zelo poseben človek. Jaz tudi nimam zdaj, seveda te ljudje se morajo znati plezati, ne. Zdaj, meni se zdi velika napaka, ko se za neke stvari angažira profesionalce, ker enostavno ni to blizu. Če on ne ve, kako se skala prime, če jo ne čuti, ne more odigrati, ne. In po drugi strani dobiš pa neko statiko, ampak imaš pa gotovost, da ne boš imel nič narobe. Na drugi strani imaš pa popoln hazard z ljudmi, ki pa so avtentični, ampak lahko se pa zgodi vse mogoče, ne. No in Luka je bil tak, jaz sem edini njega videl kot Klementa Juga, ampak zaradi njegove osebnosti, ne. Je imel pa on absoluten ne strah, ampak ni mogel pred kamero sploh igrati. Plezanje mu gre dobro od rok, ne? Ja, seveda. Jaz sem, ne glede na to, sem rekel, gre z nami, kar bo, ne. In pol je zadnji dan, seveda jaz sem pa blazno stresel, zato ker mi smo delali sekvence po 2 uri. Ni bilo denarja, ni bilo časa. In prejšnji dan, mislim, to je taka, pa ni trema, on je imel enostavno, ne vem, nek zadržek, ni mogel stavka sebe spraviti. Na snemanju, dobro, podrobnosti nam šel, ker jaz sem pa na snemanju zelo jezen, ker fanti veseljačijo, zato so ostali ob 5, oni so šli ob 3 spat. On pred štorom na sceni s Habjanom, ne, čudežno spregovori in oživi, ne, in je kar v redu odigral. Zelo v redu, nisem vedel tole. Ima pa to karakterno noto on vse, ta nek asketizem, in tudi dost, tudi je pač seveda Primorc, isto kot Jug, ne. Tako da, jaz sem ful zadovoljen, no, mislim, film kar zgledano, ne glede na to, da je to v bistvu zelo improvizirana stvar. Če povzamemo, ne, da ti si ful zadovoljen, torej film je zunaj, kako se zdaj počutiš, ful zadovoljen ali še lahko kaj dodaš? Mislim, jaz sem srečen sam zato, da je ta stvar pač zabeležen, posneta, ne, ker kot sem rekel, no, jaz dejansko pokrivam neke sivilise, ki so pa nezaslišane, da nimamo posnete. Zadovoljen sem zato, ker je nek tak pregled, film je vedno stilizacija, to žal je tako, film je površen. Ja, dobro je poudariti, tako, seveda, ja. Film je medij, ki je narejen za mase in je na nek način profan, ne. Tako da meni je zato zelo pomembno narediti film za ljudi, ker dejansko pride do njih. Ne, in jaz tudi, ko sem Pilona delal, ki seveda pač na Pilonu dela kariere milijon ljudi, piše biografije, celo življenje se hrani z njegovo osebno zgodbo, sem to meni po svoje popolnoma bizarno, ne, kako moraš ti nekoga si prisvojiti, biti, rečejo strokovnjak za Plečnika, mislim, ne, Plečnik je vrhunski arhitekt, ne. In mi je zato toliko bolj dragocen, da potem meni je veliko bolj dragocen, če na cesti bi vprašal 10 ljudi, kdo je vedel Pilon, vam povem, da ne bi vedel noben ali pa en, ne. Če pa ti narediš nek film, pa če boste 2 vedela, zame to ogromno, več pomeni kakorkoli drugega. Enako je pa s tem. Zdaj dobro, ti si vrhunski zgodovinar, strasten proučevalec zgodovine alpinizma, neverjetne stvari si naredil,
Ampak eni poprečni ljudje ne vejo o tem nič. Izven našega kroga gorniško-alpinističnega se seveda konča. In je treba tudi za njih. Tako zgodovinskega spomina, ki ostane. Ne? In da bodo tudi oni razumeli. Da bodo oni to razumeli, da bodo razumeli veličino te zgodbe. Kot sem rekel, je pa film vedno dosti površen medij. Ampak ti jim pač daš v neko tako formo, ki je gledljiva in da to ostane v njihovih glavah. Recimo, jaz sem imel tudi ogromen problem z vsemi temi filmi, ki sem v teh temah delal, da se napredovajo v šolah, to mora biti v učnem programu. Ne. Pa itak ta splošna zgroženost, tega pa nas sploh nimamo pokritega, niti ljudje ne vejo. Ne vejo nič o Idriji. Idrija je bila v Sloveniji kapitalno mesto 18. 19. stoletje, vsa intelektualna elita je bila tam. Avstro-Ogrska je imela, jaz sem bil šokiran v arhivu, najdel podatek, da je idrijski rudnik dal 4% BDP-ja. Rapalska meja, Italijani, to so bili taki zneski, to so neke stvari, ki ljudje od njih sploh nič ne vejo. Ne? Mi smo imeli kompletno inženirsko inteligenco ob odpiranju tle, vse prosto zidarje. Ja, tako je. Ne? Mislim, zgodovino imamo zelo čuden pogled, ne? To, da otroci ne vejo nič o temu ali pa ne vejo nič o Drenovcih. Če mi potegnemo črto, mi smo en alfa in omega podvodnih raziskav, ko to je prišlo leta 1953. Naši so takrat imeli 3 odprave na Rdeče morje. Prvi smo naredili podvodni prenos slike na svetu iz podvode. Račani so do takrat fotografirali že vse. Drenovci so z vrvno tehniko 100 let pred ostalimi odkrivali jame. Skalaše smo imeli. Mi smo v evropskih razmerih. To je naša elita. No. Ja. Prav je, da se ki nimajo politične provenience, nimajo nekih kvazi zgodovinskih zaslug, isto kot Pavel Kunaver. Pavel Kunaver je izjemen človek, ki pa ni bil nikoli politično opredeljen in ni bil zato tudi odrinjen. Ampak to je bratje Kuščar, to je prava srčika naroda in to so ljudje, ki so res veliki ljudje in tudi največ vredni. Ampak mi tega ne znamo videti in se ne znamo pokloniti. Oziroma delamo to šele po smrti, zato ker smo nezrel narod, po svojo nedorasel. In tako je z vsem, z Leonom Štuklom, z Antonom Trstenjakom, potem se ga pa izposoja pa za neke politične namene. Eno zanimivo zadevo sem opazil, lahko da se mi samo zgodi, lahko pa da ni naključje. Prej smo že rekli, da ni naključje, oziroma v to smer. Viharnik z roba, torej 100 let Skalašev, je dolg 107 minut. Celovečerski je dolg 107 minut. 107 minut je bila dolga izvorna verzija v kraljestvu Zlatoroga. Govorimo o prvem slovenskem celovečernem filmu, še enkrat, ki so ga naredili Skalaši. 107, je to naključje? To je izgubljena ta kopija, zdaj imamo 76. Zdaj imamo kratko, ampak original je 107, tako. To je stvar, da jaz, ko sem film zmontiral, sem šele potem opazil. Tako da je naključje. Je naključje, ampak sem bil šokiran, ker jaz tega niti nisem točno vedel. Potem sem govoril z arhivom, ker sem mogel vse te filme oddati, pa arhivske materiale, pa s Tatjano Rezač še enkrat govorim in mi to še enkrat potrdila in je meni zadela kap. Ja, zanimiva simbolika. Zadela me kap. Isto je. Film si naredil, stvar si zaključil. Nezavedno, nisem jaz. Jaz sem itak montiral spet v eni paniki, ker je treba na deadline oddati, ker je more tehničnih postopkov, zdaj pa, ker delam samo vse striže. Ti moraš med tehničnega direktorja, to so blazno zahtevni procesi. Jaz sem imel, to je pa naključje. Ampak stvar je zdaj končana, film je tvoje novo delo v knjigah, marsikdaj v uvodu, ali pa napišemo posvetilo za koga ali kaj podobnega. Je film posvečen komu? Ga na koncu tako na nek način dajaš na mizo in rečeš, to pa posvečam? Mislim, posvetilo je zdaj neka taka navada, ampak ti že, ko se nečesa lotiš, je to že poklon. Pač tvoja knjiga o zgodovini alpinizma je poklon, knjiga o Skalaših je tvoj poklon, tako kot je moj film poklon. Seveda je poklon vsem tem velikim ljudem, ki so imeli to žar pa
za osvajanjem neosvojljivega, bili so izjemne osebnosti, poklon Pavli Jesih, v bistvu z njeno tragično sodo, poklon vsem tem mladim krasnim fantom, ki jih je potem po 45. zgodovina spet zmlela po svoje. Predvsem pa tudi v bistvu Janko Ravniku. Ne. Janko Ravnik je izjemen človek, strašno kreativen, komponist, in predsednik Skale, nekaj časa. Ja. Gre za ljudi, ki jih ni več. Ne. To so ljudi, ki so bili tako kreativni, tako nadarjeni. In večinoma stvari so delali svoje notranje nuje, ne. Zdaj se pač dela vse za denar. No, Janko Ravnik je imel celo paleto, tudi vzgojo študentov, klavirske, ki predava klavir, ima zelo, on je poleg Lajevca ima najbolj kvaliteten opus. Tudi, ne. Je pa seveda bil vrhunski fotograf. Ne. Tako da, to so, po drugi strani imamo pa Joža Čopa, ne. Človek je bil nepismen, ki je zaslužil si poklon cele generacije, ampak v Čopu je treba tudi vedeti, da je on delal v železarni 16 ur, ne po 12 na dan, ampak on je delal 18, zato da je šel lahko v soboto v hribe. Ker takrat niso bili v nedeljo, no, ker takrat v soboto niso bili frej. In zdaj se vi predstavljate, dela 12 ur na dan, zato da greš en dan na teden, lahko, ne 12, 18, in še to narediti, kar je on naredil. Ja, to so bili drugi ljudje, druge generacije. In kako lepo so se razumeli, kljub temu, da so eni bili delavci v železarni, drugi so bili profesori, tretji so bili to v hribih, za vikend so bili najboljši kolegi. Tako, ampak to je tudi lepota v kraljestvu Zlatoroga, to je lepota te slovenske, ker to nas res druži. No. Nas razdvaja marsikaj, ampak o tem ne bomo, to nas pa druži. Dragi Igor, hvala za tvoj obisk, za vse povedano, odlično vsebino. Drage gledalke, dragi gledalci, poslušalci, vi pa seveda vabljeni na premiero 12. februarja oziroma na eno od drugih projekcij, torej našega viharnika z Roba. To je to. Igor, še enkrat lepo pozdravljeni in vi in do naslednjič. Srečno.